Večino raziskovalnih študij sestavlja jedro 3 do 4 raziskovalcev, ki predstavljajo gonilno silo, kar pomeni, da podajo idejno zasnovo in koordinirajo delo. Tako je bilo tudi v našem primeru. V ključnem trenutku pa je to jedro prepoznalo potrebo po dodatni ekspertizi ostalih kolegov in tako smo prešli v interdisciplinarno območje in to je omogočilo preboj. V sklopu naše študije je tako sodelovalo 13 raziskovalcev, vsi so bili slovenskega izvora, kar je svojevrstna redkost in prihajajo v bistvu iz 4 različnih inštitucij, pri čemer je Fakulteta za farmacijo prevzela matično vlogo. Projekt je nekje na meji med temeljnim in aplikativnim projektom. Po eni strani odgovarja na pomembno temeljno vprašanje, ali je možna inhibicija imunoproteasoma z majhnimi nepeptidnimi molekulami, po drugi strani pa odkrite spojine predstavljajo pomemben korak pri razvoju novih zdravil. Za to področje vlaga zelo velik interes v farmacevtski industriji. Tako velika kot majhna biotehnološka podjetja zelo intenzivno raziskujejo inhibitorje imunoproteasoma, zato smo tudi mi vložili mednarodno patentno prijavo. Ravno septembra letos se je začela prva klinična študija na tem področju, kjer bodo poskusili dokazati za prvi tako imenovani first in class inhibitor, da deluje tudi v kliničnih študijah. Avtoimunska obolenja so v porastu in so izjemno kompleksna, zato so pristopi, kako jih zdraviti, precej različni. V sklopu naših raziskav ostajamo v začrtanih smernicah, kar pomeni, da bomo delali na 2 področjih, ki se med seboj komplementarno povezujeta. In sicer bomo poskušali izboljšati naše že osnovane zaviralce, torej njihove fizikalno-kemijske lastnosti, hkrati pa bomo vrednotili imunoproteasom kot tarčo in opredelili njegovo patofiziološko vlogo. S tem namenom smo se tudi povezali z sodelavci iz tujine, hkrati pa dolgoročno želimo tudi poiskati partnerja v industriji.